Hvala sem reči omejeni geografsko, ampak se strinjam s tem. Se strinjam. Kot pripadnik tega plemena, ali kva, klinac neke. Te vrste, hvala. Se strinjam. Homo emoticus. Homo emojenikus, pizdu materno. A vidiš, to ko smo rekli, da homo emoticus, da smo v bistvu resni. Ampak je res, dejansko nas prek emocij nas pelajo glih kamrčone. V bistvu smo Ne, lej, a veš, mislim, veš kaj, po čem se moraš boriti, ne? A veš, kot nek čist sam... Kot človek en sam, veš, oni so tam pro te postavijo neki, ki delajo raziskave, ogromno podatkov, a veš, razčlenijo vse človeške momente in valjda pol, mislim, podležeš. Zdaj ne me držati za besedo, ampak enkrat, 100 let nazaj sem prebral, da v bistvu samo 4% psihologov dela za pomoč ljudem. Ja. Mislim, lej. Vsi ostali so pa, ne vem, marketing, vojaška industrija, ne vem, bla, 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 bla. Pač neke take stvari, v korporacijah. Neke stvari, ki pač niso namenjene direktni pomoči. Ampak nekaj ti denar izpuljo, ne? Mislim, v bistvu bolj za puljenje denarja, pa za obvladovanje nekih množic. Ne vem, ja, recimo. Ali pa, ne vem, kupite to, oziroma volite to, oziroma neki. Karkoli, no, se pravim. Ja. Pomoč, ne. Mi rabimo psihologa, da nam pove, kako prepričati ljudi, da ne grejo na hvala za seribe.si. Ampak res. Pejte na hvala za seribe.si. Fulfa bomo hvaležni. Že v domeni piše. Sam, a hočemo mi taki, a veš, da napeljujemo ljudi, da jih v bistvu s trikom prepravimo, da grejo. Uradno ne. Uradno pa ja. Jaz mislim, da... Jaz sem več rekel, ker jaz se bom oddelil od tega, rekel bom sem hvala za seribe.si. Jaz mislim, da ne. V zapisnik ne gre, da ne. Ja, absolutno. Tiska sem rekel, ja, tisne porota briše. In vse bom zanikal. Vse bom zanikal. Absolutno. Kar se tiče zapisnika, je naša vest čista. Ja. Ampak bomo pa zelo veseli, če bo kakšen nov podpornik ali pa podpornica. Ne, to bomo zmeraj veseli, ampak zaradi tega, ker smo ga mi prepričali z svojimi neverjetnimi bravurami. Bravurami, ok. Ja. Ja, ne vem, ali pa ne vem, pač pravičili z vsebino. Ne zaradi tega, ker smo nek trik izvedli, ker nam pač... Ja, to pa absolutno. To mislim, veš. To absolutno, ja. Ne, sam premakati povemo, to sem hotel reči. Ja, to pa res, ne. Da mogoče je zato tako, kakor je. Tako da vsi poslušalci in poslušalke ne izvajamo nobenih psiholoških eksperimentov. Saj jaz upam, da ne. Nočemo, da zdaj greste na hvala za seribe.si, pa tam poklikate. V bistvu ne jed. Ja. Ne jed. Pa reverzna psihologija. Ok, ne, na glas razmišljam. Dobro, samo si razmišljaj, Albert. Mislim, da so to kočitni, no, skoraj da že, ja. Ne, to sem vam hotel povedati. A sem povedal uno štorijo o manekenkah pa Ptuju pa to? Manekenkah si povedal. Ja. There's a darker side. Sicer je za podcast, ki bomo se te stvari pogovarjali enkrat, ampak je kar dobra štorija. Prijatelj Hamo, ki je bil takrat basist pri tistem bendu, ki sem ga menedžiral, je poročal sledeče. Kolektivni spomin pa to? Ja. Sem danč, glih se obujala spomine, da je bil, ne vem, prvi špil Hamatov sploh v življenju in Mihatov na Ptuju, in pa sem se spomnila, da je sodelavec moj z Vinin Manije, ki je imel tudi svoj band Baby Can Dance, Dragan, cool model. Baby Can Dance, to se pa spomnim. Ja, so bili alter. Ja. Žgal. Ja, se spomnim. No, v glavnem, da je on zrihtel špil, seveda, ker sem bila sodelavca, ne zaradi drugega, ampak bolj je pomemben to, kaj se je zgodilo s temi manekenkami pa s tem perom. Okay. Zgodilo se je pa takole, band začne igrati. Jaz sem bil v črnem plašču, takrat sem furil ta, ne vem,
menedžer iz 60-ih v stil. In sem si privlekel mizo pred oder, stol in nekaj cajta gledal in potem neslavno zaspal in prespal cel koncert. Tako da per je padel na plodna tla, to je bilo pa to. Kaj me nekim ni bilo ali je bilo pol? Ja, jaz sem pač ne, ni zdaj bilo to neki, da bi ne, a veš, se prelevili v scenarij iz porno filma, pač kaj te stvari se ne zgodijo, ne. They never do. Tako da v bistvu sem sam izvedel dolenskega Supermana sred Ptuja, pa noben drug od publike ni hotel iti pred oder, zato je bil tam en čuden model v plašču. No, tole mislim, to je odličen teaser za naš novi podcast. Še zmeraj ne najdem imena, ampak dober, bom že. No, tako. Dolenski Superman, saj za eno epizodo vidi. Ja, to bi lahko. Zakaj so, vidiš? Zakaj Dolenski? Zakaj Dolence stigmatiziramo? Ne vem, ampak to je rečenica. Pa tudi recimo obstaja izraz dolenski dekolte. Kaj pa je dolenski dekolte? To je tisti, ki pride majster, ne vem, kaj ti. Dobro, to je vodovodarski dekolte. V urbanih okoljih je vodovodarski. Vodovodarski dekolte, vidiš? Vidiš, drugače. Drugače slišal glavno. Ja, ampak veš, dejansko lahko to na vse pokrajine v bistvu vsako stvar, ne, da... Lej, mislim, veš, tukaj imaš Gorenci za škrti, veš, mislim, to je pač nekaj stereotip, ki je... Ja, ampak se to imajo najbrž vsi, ne, veš, ko imajo recimo oni Škoti so škrti, ne. Ja, veš, mislim, pri nas smo pa, ne vem, Ljubljančani se pa, ne vem, full fancy, tako je. No, ampak se to mislim, da imajo vsi na mesta, da se parijo, verjetno, itak. Ne vem, v Ameriki imaš, ne vem, ta velika mesta isto spet. Sam po mojem, mislim, ne vem, tam sem videl, da vsi hoče biti v New Yorku ali pa Miami ali pa LA-ju. Ja, razen čez rednek. Ja, okej. Ampak če v njih hoče tam, veš, if you can make it here, you can make it everywhere. Pa se tudi vsi, ne vem, a misliš, da ne vem. Mislim, da se ne vem. To je, ne. Zakaj se pa pol po Ljubljani to gradi, če nočejo biti vsi v Ljubljani? Mislim, pa je, da to blazno enih stanovanj manjka, ne. Sej ni, da ne bi hotel biti, samo da so ljudje tukaj so poš, pa malo, ne. Ja, se pravim, ampak vsi bi pa na koncu radi sem prišel. Ker so službe, ne? Ker je več priložnosti. Decentralizirati je treba to državo. Se strinjam. Ja. Pa vsi... Skratka, dajmo mi intro narediti. Vikend ne zahtevam, da moramo imeti ne samo stanovanje v Ljubljani vsi, ampak tudi vikend na morju pa v hribih vsi. Podpišem, kjera je stranka to obljub, sem z njimi. Glede na to, da imamo morja, malo bom jaz v hribih vzel. Lej, eno hrib, tako, ja. Prek Mure tudi, ne, veš, kjerkoli. Ja, dokaj prek Mure še našo, ne? Ja, točno. Dokaj nam ga nekdo ne proda. Se tudi na Dravskem polju je kul. Ja, je, valjda. Lepo je, zelo lepo je. Ti lahko potrdim. No, veš, zelo lepo je tam. Veš, sam da je kakšen hrib zam pa je v redu. Ja, tam hribi se, mislim, to si pa šel na napačen konc, ampak... Ja, saj tako, da je na robu Dravskega polja. Ja, mislim, sej so hribi, ampak ja, veš, ne vem, kaj ti predstavljaš. Ne, to da ima malo za višince trenirati. Ja, tega je ful. V halo zapet. Tam je že preveč. Ni visok. Ja, je pa strmo. Višincev pa strmoje. Strmoje pa kao pas. Tam je pa... Nečeš. Neki pes. Tok nisem ekstremen. Aha. Ne, drugač imaš tam tega ful. Ne vem, da priješ na idejo, da bo halo za hlaufo. Fuck. Ja. Sej ne bi. Ne vem. Ne bi. Ne, vse bo, ko se enkrat gor preveč je razgiban. Ne, se pa, ko se enkrat... Pa tudi nekaj gor pa dol, gor pa dol. Halo za me čist s enim drugim. Ja, vem, ti si imel drugo izkušnjo, ampak je lepo tam. Pejt se kdaj zapeljati, lepo je tam. Mislim, zdaj... Vem, da je lepo tam. Pejt laufat. Ni, jaz sem v času moje vojaščine. Aha. Za razliko od našega ministra. Ja, sem jaz zelo dejansko to doživel. Si dal čez vojsko. Ja. In sem
In eno od vojaških usposabljanj je bila Trgatov v Halozah. Slovenija. Res. Slovenija. Ja. Fajn je bilo. Ne? Čeprav nekako vina ne pijem, ampak se prilagodim. Ja. Lej, v vojski, kot je Darwin rekel, ne? Da preživeli bojo oni, ki se prilagodijo in tako, jaz sem se. Ja. A veš, zato jaz namaram Višilcev, ko sem v Ilirski Bistrici sem bil pri izviđačih in smo res laufali po unih hribih, majku jim čist preveč in si se ne veličal. Pa direkt z vojašence je bil tak, ne 40%, ampak tako res 30% hrib. Eno sto lepih višincev, ki jih seveda moraš odlaufati. Dobrodošli v podcast Naša vojska. Ja. Ne, da ne bo že. Ta objava ni sponzorirana strani Slovenske vojske. Ministrstva za obrambo. Razen če Slovenska vojska. Da ne bo ženski del poslušalstva v bolu, ker to imajo najrajš, da začneš te vojaške zgodbe razlagati. Da ne bojo obolele, pa imamo mi na intro. Ali boš... Nič ne bo, muska najprej, režija, prosim. Da bo po PS-u. Zdravo, to ni podcast o vojski in je podcast o življenju, vesolju in sploh vsem. In tudi vsekakor o enem poglavju štoparskega vodnika po galaksiji. Mi pa smo Aljo, Peli in Zi. Naročite se na naš podcast, da boste slišali, kaj smo mi počeli v vojski. Kako vam povemo na... Olej, hvala za seribje.si. To si pa lepo, smooth. Mi pa pojmo pogledat, kaj nismo delali v vojski, oziroma kaj smo delali v prejšnji epizodi. Ja, ampak je bila pa dosta taka vojaška epizoda. Ja, se mogoče za tega, tam večem. To je to. Lep segway. Na vražje bojne silasti, ki smo se spomnili zdaj, to je bil tak most, ki ga Marvin ni videl. Oni so bili eni taki vesoljski špartanci, ne? Špartanci pa niso bili špartanci. Ker kele domov malo. Špartanci, mislim, da sem nikoli niso pač boj zaradi boja samega, a veš. Oni pač, so se trenirali, ampak pa... Radi so šli oni. Dobro, mogoče pa tudi. Vražje bojni silasti, ki so šli bolj radi. Še bolj radi. To je res, ja. Res mi je bilo všeč to. No. Ja. Ja, pa se, a veš, a si mislim, vse to je res, a veš... Je nek smisel, moraš imeti v življenju. Če treniraš ti, ne? A veš, če ti treniraš ves čas neke te vojaške veščine, ne, in pol tega nikoli ne uporabljaš. Veš, to se recimo, zakaj treniraš? To se recimo, zdaj, ko smo začeli ne, s tem Cape Canaveral, ne, pa s temi, ne, veš, tam imaš ti ljudi, ki so se izobraževali cel življenje, ne, da najdejo neko zunanjo obliko življenja in je nikoli ne najdejo. Ne. A veš, to, kar smo že enkrat rekli. Ne. Točno, ja. A veš? Ja, ta je slaba, ja. Ne moreš ti trenirati, pa mislim, po mojem si se na koncu, ko greš v penzijo, čutiš dosti neuspešnega. Pa, a veš kaj, če Orank vojska imajo tudi te vaje, ki jih imajo, ne take fake vaje, kot jih ima tam Mundruk, najprej fake vaje, pa kaj že to, kar ni vojna, to je benti. No, v glavnem, tam se kar zabavno zna narediti. Mislim, definitivno je izziv. Dobra žurka, no, tako, mislim, dobra žurka. Velik poka pa pač mrtvo nisi, ko je konc vaj. Mislim, kar cool displen. A misliš, da ti je to dost, ali kaj? Ja, kar sem probil, je bilo kar dober. Mislim, ok, ampak... Da ne bomo spet tem vojaškim, veš. Ne, tem za resnim adrenalincama, misliš, da je to res dovolj? Ali... Pa se mora dati pa več topovskih udarov ob stran, pa je, ne. Da bolj poka. Mislim, verjetno ni tako, veš, ne. Zdaj, težko je soditi, ne. Mislim, je pa res, hoče, bo že najdel konflikt. Oni, ki so bili v vojski, pa so se hukali na to, ne, mislim, v vojski, v vojni, ne. A veš, unim... Jaz mislim, pa da niso v krsti dan prišli, oni so najbrž hukt, ne.
Jaz mislim, da oni pač, ne morejo soditi. Ne vsi, stari, večina jih hoče sam dan priti. Vse to je, po moje, vse so neki teki. To so samo te iz filmov iz 70-ih pa 80-ih, ki so... Zdaj sem gledal en fajn film na Netflixu, kaj je bil ta Chicago 7. No vem, Chicago 5. Ne, ni bil. Chicago 7? A je bil 5. Lala. Okay. Ne, kje je bil to? Bo v zapiskih. Ja, bomo dali. No, boš dal zapiska, ja. In je bil, nisem sploh vedel, da so v bistvu po datumih rojstva, da so draftali recimo za Vietnam. Ja, ker si bil denka dosti star, si šel. Ne, pač te rojeni na ta dan, te potegnili ven iz baze in Nekaj je bilo itak, takrat je bilo naborništvo, ne? Mislim, je bil naborništvo, ampak recimo, ni bilo, ne vem, za Vietnam. Ja, tako je. In so te pač po datumu so te porufali, recimo, ne vem. 25. december, vsi rojeni takrat. Tako. Gremo. Ja, valjda. Zakaj pa to? Ja, pač lažji sistem je bil, ne? Zakaj bi bil zihar izžreban, jebemo mater, da bi bil izžreban. Ne, se pa jih je bilo zelo veliko šlo, ne? Pač se to je ta moment, ne? Ja, tako da... Zelo velikih je šlo, zelo velikih je pa tudi prišlo. Dajmo mi se od teh pravih vojn spraviti na... vražji vojne si elastike, zato smo v tem že skozi. Tako, ja. Dajmo zaključiti s tem, da vojna ni v redu in... Nikoli ni bila. Mislim, in ne samo te, ki je najbližje nam, ampak tudi vseh ostalih bi bilo fajn, če ne bilo, pa dajmo se enkrat... Jaz imam teorijo, da a sem to že rekel, imam teorijo, da po mojem bomo mi prej izumrli, preden bomo prišli do tega, da se vojne res niso v redu. Zato, ker je čisto preveč znara za njimi. Ampak, dajmo to. Verjetno nekaj tukaj. Ne, pa imamo ta gen, da se bomo sami sebe uničili, veš. Vse to mislim, da se bomo prej uničili, preden bomo prišli do tega, da... Ni zdaj klednar, ampak pač to imamo v sebi. Pa najdeš razlog. A to najdeš razlog z nečem? Kaj ti on rekel, smo malo samodestruktivni, pa ni važno. To je po moje... To je po moje... To je tudi res v bistvu. Karkoli je... Jaz mislim, da je to ta varovalka, veš, kakaj je, ne vem, bom rekel, mati narava, ali kakorkoli temu rečemo, ne, ugradila, veš. Če si najvišji, pa nimaš svojega, ne, kako bi rekel, predatorje. Se boš sam, ali kaj? Ja, veš, nekaj mora biti, da znižuje nivo ljudi. A veš, ne, preveč ljudi. Splošno misliš neke populacije. Populacije, pač ne. A veš, vsak v naravi je to, da... Mravlje je več, kot nas, veš. To je res, ampak recimo mi... Mravlje so piki mini, ne. A veš, mi pa kot večji... V njih nosorogu je pa samo še 27. Kot ultimativni predator tega sveta, ne. Ja, so tukaj kurac bolj stoji, če v roku biješ. To je zihar mit. Spet smo pri tem, da je treba nekaj prodati. Spet je treba nekaj prodati. Pa lažje prodaš, če... Pa dokažejo, da to ni res, pa to folk še zmeraj počne. Ker to so itak korporacije. To, da ne delajo fake news zaradi tega, ker bojo dinozauri, ker bojo teli nosorogi umrli. Jaz bom vsako stvar rekel, ljudje verjamemo, da je fucking zemlja ravna. Mislim, zdaj... Ja. Mislim, ker je mi nekdo rekel, ker ne boš bil ovca, pa verjel. Spet sem prvi. V glavnem, da pejmo, kaj je krikit, pa to. A veš, kaj me zanima? Zakaj imajo vražji bojni silastiki pa Haktar računalnik veze s krikitom? To me zdaj, ne. To je en rajcač, po mojem. Čak, pejmo na to epizodo, pa da vidimo. Dajmo, pejmo. Krikit, to, evo, naši lebdijo na 1 miljo širokem asteroidu. Tistem asteroidu, asteroidu. Kjer so... Tak je. Ja. In priča bomo zgodovinskemu dogodku, oziroma kar dvema. Ja. Jaz sem bral to, sem študiral, da je zihar bil lih en dan ali pa 2 dni prej je bil na Pink Floyd koncertu, ker so bile luči.
po vse moj dogaja. Sam res, to so tudi Sem rekel, če nisi biti lih. Imate primo gada veš, ki si un trip požeral. In on je videl, in je res luči šviga, levo, desno. In jaz sem rekel, to je to. To je to. Ja, moram povedati, da luči švigajo levo, desno, pa lajčejo res hud, ne zaradi tega, ker je koncert totalnega razdejanja, ampak zato, ker krikiški roboti končno ustavljajo ključ. Najprej še stavljajo ključ, pa dajo ključavnico. Tako, in je dogodek, ne? In dogodek, in zraven se reče krik, tuljo, ne? Ja, veš, da li ven smetaš, to živite poreč stadiona. Ne smeta. Ta joke je meni prvo, tako je, veš, kaj sem tako. Ja, krik. Vse to, ker po mojem vešite, ne vem, jaz sicer nisem bil še nikoli na kriket tekmi, ne? Jaz sem bil v Valburgi. Ampak sumim, da... A nisi karučila? Valburga? Ne, Valburga. Jaz sem se že parkrat pel, sem videl, da se je igral, ampak verjetno Ben. Ne, ni bilo nekega lame, tako no, mislim. Ja. Zdaj verjetno, da če pa to postaviš na... Ne, pa tudi tam, ni to je tako kot tenis, tako kot golf, kot tenis se zdaj tudi ljudi derajo. Ampak... Sam po mojem, da zna v Indiji, pa tam Pakistan, Avstralija, da zna stvar, ki je emotivna ratati. Mislim, tam je definitivno je to dogodek. Publike, ne vem, so že recimo tako nasplošno pri teh nekih dogodkih niso tako gajstne, recimo, kot smo mi nekako navajeni. Ne? No, ampak veš, če pogledaš, recimo, angleški fuzbali so gajstni, ne? Ja. A veš, recimo, ne? Pa tudi pri nas so gajstni. Po mojem, te Indici ne spijo toliko pera, kot oni Angleži, veš, pa da jim ne dogaja toliko pol. Zakaj pa je pol Indian Pale Ale? Sorry, vem, zakaj je, ampak... Je mogo to noter prepela. Sem mogo pa to noter prepela. Lepo sem noter prepela, sam sem se pa res čudil. To je bilo pa... Aljo, ti ne veš... Ja, skratka, ja, ne. Lajčev je bil hud in tudi polk je ključ bil sestavljen, je tudi ključ bil ful. Mislim, švagal je. Meglice so bile, vse to je bilo meglica, megla, ni se dobro videl, pa so bile luči, pa ni bilo. Vse je bilo tako vrtoglavo, počasi se je dogajalo vse skup. Tako da ni bilo dolg čas, no, sem to rekel. Bil je dogodek. Ne. Kar se spodobi za, če hočeš, mislim, če konc odkleneš planet, ne? Kako bi človek rekel? Pa najbolj napadalen planet, a so bili krikičani bolj BDS, vraži bojni silastika ali ne? To nismo zvedeli, ne? A veš? To pa nikoli, ja, res je. Od krikičani so tudi hoteli, vse, kar niso oni sesud. Ampak zaradi drugega razloga, veš, tukaj se mi zdi, da so bili... Ne veš kaj, vesolje bi izumrl v žaru borbe, mislim, tako ali pa drugače. Ja, oni so hodili, vraži bojni silastniki so hodili, sam pač jim bilo fajn se fajtati, ne. Ja. No, oni so bili taki... For the game, a veš? Ja, oni so bili v bistvu... Športi. Razbijači, ne. Tako, oni so bili razbijači, ne, oni so bili pa men with a plan. Ja, mi bomo pa vse uničili razen nas. Vsi, ki so drugačni od nas. Oni so rekli, da pač oni so za mir, pa pravičnost, pa obhajajo kužke, ki umrejo, pa so veseli, ki novi pridejo, pa skačajo, pa pišejo lepe pesmi o tem. A veš, tam pač drugih ljudi ne marajo. Ne. To smo že imeli, ja. Ja, malo so bili naci. Jaz 25 let nisem videl. Ja. Okay. Pejmo naprej. Mogoče takrat ni bilo tako očitno, kot dan današnji. To rekel. To je pa tudi res. Pa mogoče bi bil tudi malo mlajši. Tudi to je res. Ja. To pomaga. Vse verjetno, veš, da je res, da v vsakem obdobju, ko prebereš neko knjigo, da ti da nek drugačen pogled. Ne? Dejstvo. To je tako, kot s filmi. Veš, recimo risanke. Meni so top risanke. Ne? V bistvu, ko greš recimo gledat, pa ko se pol, ne vem, recimo zdaj, ko se z Niko pogovarjava o risanki, ne? A veš, kako ona vidi neke stvari, ne? Pa kako jih ti vidiš. Ne? A veš, ker te so pa zdaj sploh so ful dobro narejene. Ker so dvotirne. Lihoto sem to reči. Res, vrhunsko je. Zdaj so začeli, včasih ni bilo tega, ne? Zdaj so pa začeli risanke delati tako, da imaš, pokrijejo pač ta otroški parameter,
Pa še daje še nepar jokov za starce, ki gledajo zraven. Ja, Ki vejo, da so zraven. Ne, da ni zglih čisto umrl vdovce. Tako. In pa si ti hlaš, tam malo ni nič jasen, ti tepe pa smešen do PM. Dobre. Ja. Včasih ni bilo tega toliko, ampak ja. Hkrati je pa še res dober marketinški trik, ker tak film risani ne boš pa lahko pogledal, ko boš star, ga boš pa pogledal s čist drugimi očmi in ga boš kazal svojim mulcem in bo franšiza Frozen 17, by the way, ali bo Olaf. Rad imam to pa objem. Evo. Moramo shout-outat Slavka Jeriča, ki je rekel, da smo imeli prejšnjo epizodo tako subtilno rdečo nit objemov. Pa sem rekel, kje? Ne, pa sem se pa spomnil, da je bil in Olaf in Putifin še nekje smo imeli. A ne, še to, da se čestiti, pa si sam objem, pa to, ne. Delimo ljubezen. Ja. Dotik je una prvinska stvar, ki jo ljudje rabimo. To je res. Tako. Ne, rabimo to interakcijo. Tako, ja. Tako da zdaj pa čist z nobene zveze s tem, ampak čas je za citat, kjer bomo slišali, kako so se sestavni deli ključa zložili zdaj sem preveč Ne, poslušimo citat. Ja, poslušimo, koliko je to dobro bilo. Sicer je tle napačen citat, ali se tle? Ali ga že imamo, ali ne? Ne, nimamo. Okay. Če imate kakšno idejo, z veseljem. No. Volko ta poklič. Koga? Lepa. Tito bi lahko prebral citat, ki je bil ključavniča. Lepa. Za kdo imitirati, vizant. Je verjetno lep. Ne, ker ga nima nobeno v akciji. Ne. No, v glavnem citata ni prebral Tito, ampak najbrž en drug, kot ste slišali. Če ne ga je pa avtor, kot ste slišali, ali pa Martin Frimer, kot ste najbrž tudi slišali. Ja, v glavnem, ključ je noter in Artur ugotovi, da najbrž ne more nič narediti. Da je to. Ne. In Slati se strinja, pač. Ja, pač malih, kako bi rekel, jevet ga, zamudili smo, ni konc, to je to, ne. A Šfort ni rekel, nič, ko nemo, je tako vse, ne. Trilen je bila pa neki, a veš, Trilen je ta, kaj je una puška, a veš, ko se pojavi v drami, a veš to? Aljo, pušuš. Pušužam? Tam puška, kaj je. Pušuš. A veš, kjera puška je? Pozabil sem pogledati, shit. Kakšna puška? Kaj puški jebote vojska, pizda? Nehi. Ne, hecam se, povej. Ko se v drami oziroma v knjigi pojavi puška, pol veš, da bo, če je v prvem dejanju, a veš, na sceni puška, pol veš, da bo v četrtem dejanju uporabljena. Ne kilozap. Ampak lepa, ja. Okay. Če je kilozap, je kilozap. V glavnem, nekdo, ki je dramatiko študiral ali pa bil na Agrafu. Ko v Botru, ki so pomaranče, veš, da je pizdarija. Vem, kaj hočeš povedati, mislim, da so pomaranče nekaj drugega, ampak ja. Okay. So nekaj drugega, ja, ampak ja. V glavnem, če se Trilen se mi zdi ta puška, no. Čist preveč razlagal ne. Kaj nekaj pokažeš, recimo v prvem dejanju poveš, kako lepa roža tukaj stoji. Ja. Pa nima pač nobenega, kaj roži gojiš, zakaj za Boga, pa ne vem, v četrtem dejanju zunaj, de facto roža ga poje, ali ga pa mu na glavo razbije, ali pa kukarkoli. Ja, in avtor piše, da Trilen strmi na posebno tehten način, ali ne vem kva. Lej, Trilen je tukaj že skozi, če si opazil, že v prejšnjih dejanjih je zelo, kako bi rekel, jo pele zraven. Se to hočem reči, da je ufurava. Zelo je ufurava. Sumem, da bo Trilen doktor. Ampak kaj se pa vmes zgodi? Poleg tega, prej smo pozavali povedati, da so dve stvari, ki so zgodovinske, smo rekli. Ste rekli dve, ne vem, če smo rekli. Ja, smo rekli dve. Ne, da zgodi se še ena lepa šala, ki prvijav Artur, ta obupen občutek nemoči. Ampak se noben ni zmenil za ne. Mislim, nikdo ne ga. Bravo. Ja. In zgodi se tista druga stvar, ki prva stvar je pa seveda ta krikiški ključ. Čez oblak grejo, ja. In pol pa uleti kdo?
The man itself. The man with the plan. Ja. Ne, plana ni imel. Je imel. Mislim, plan je bil. Od tega trenutka je položaj v mojih rokah, ki je rekel. Gospod, ki smo mislili, da je umrl, ne. Točen to. Gospod, ki smo mu že rekli, nite več, konc je. Mislim, da je dobil tudi tišino v slovo. Vse to, s vsemi častmi smo se poslovili od njega. Je šel na ono stran. Tako, sam bivši predsednik je prišel nazaj, da bo rešil situacijo, ampak ni jo čisto rešil. Ne. Kaj je en krikitski robot s kundokom. Najprej po eni, pa po drugi glavi, kresno. Tako, da se je izvrnil po tleh in bilo to. Da, je pa zelo spektakularno leto, Rambo style. Rambo. Ja, ni nič tako daleč. Brez zaledne enote, žalostno propadlo. Tako nekako, ja. Ja, ne gre ta vojska, ne gre iz te epizode, pa če se še toliko trudiš. Ja, ta element presenečenja je probal uvesti, pa se mu res ni čist posrečil. Ni šlo. So bili kar pripravljeni. Roboti očitno ne. Zračunajo tudi ni. Mislim, najmanjši delež. Očitno je bila napaka že to, da so ga pustili živeti, veš. Ja, ne bomo tukaj o tem debatirali, ker bomo na naslednjem delu, ampak... v glavnem roboti so polka, so ga dvakrat s kundakom uničili ključalnico in so rekli, na zadnjič so rekli fop. In zvisi njih ni bilo več. Spet, kam so šli? Zakaj oni so šli stran? Ja, to je meni tudi, jaz sem to, Oni bi mogli dol. Ja, dol. K svojim gospodarjem, ne? Tako? The Masters of War. Ja, valjda. Zakaj so oni kar zginili? Zakaj je bil ta flop? Ja. In zakaj laufata Trillian pa Ford pogledati truplo Zaphoda Bibelbroxa, Artur pa Slarty pa nič. Zanimivo. Mislim, se za Arturja štekam, ampak Slarty bi pa lahko bil malo bolj sočuten. Slarty je pa star, pa veš, kouk pa jebet ga, no šlaufe zdaj. Bom že jaz malo kasno. Se verjete, ne s hitrim. Tudi, veš, ni nekadarkoli je predstavljal, ker Slarty je v bistvu tist, ki hoče, ne vem, galaksiji pomagati. On hoče rešiti, ja. In kadarkoli je on ta plan predstavil, ni... Pri nobenemu drugemu ni na letu, pri Zaphodu pa tudi mislim, da ni na letu. Itak Zaphod bolega in joka. Ne vem, če je sploh bil že, da so ga že prej ubili, ampak takrat, ko so bili na Magneteji, je bil, veš, in noben ga ni brigal neki prav pretirano. Mislim, Ben ni pokazal nekaj velikega zanimanja. Takrat je Zaphod pokazal veliko zanimanja za Arturjev možgane, ki jih je hotel prodati. Če je biznis je v redu, če pa sam vojna, pa reševanje vesolja, pa... Ni šlo za neko... Da bi bil on, heroj. Zakaj je to besedo, to, kar slišimo zdaj? Ja, ne vem. Kaj se hoče reči, da misliš, da ni bil te sorte Zaphod? Ne, ni bil. Ne, ni bil, mislim, da ga Slarty ga glih ni cenil iz ne vem, neke... Kot predsednik pa neki pa... Kot nekega predsednika. Mislim, da ni imel do njega nekega spoštovanja. Tako da se mu pač res dejansko ni teh kovkov se mu zdeli, da mu je vreden pretegniti kaj do njega. Ja. To je res, ja. Ampak zdaj pa, ko smo že pri trupu Zaphoda Bibelbroxa, je pa čez pečino obešalnik. Ok, to je to za to poglavje. Sledite nam na družabnih obrežjih, posod smo, afna, opravičujemo se in hvala, ker ste bili z nami tudi, ko je šel ključ v ključalnico. Če bi nas radi podprli, nas lahko na hvala za vse. A to še danes še ni bilo, ali kaj? Ne. Hvala za seribe.si. A ti za ta program, za ta kakšna subli, neki sporočila moraš še uvesti noter. Veš, kaj bi lahko to probali? Subliminalne sporočila v njih frekvencah, ki jih večina ljudi ne sliši, sam mladina. Sam mladina. A to, ko imajo na japonskih železnicah ali kaj? Ja. To dejansko dela. A dela? Pol ne slišiš, ker se enkrat stara. Si tako neč ne slišim, tako da... Za meni je po mojem dost na teh frekvencah, ki se dogaja. Mislim, meni tudi veliko, ampak ustali smo prehvala za seribe.si. Zelo smo hvaležni vsem, ki ste nas že podprli.
To nam pove, da imamo posebno mesto v vašem življenju in vesolju. In hvala vam prav vsem, ker nas poslušate. To nam pomeni sploh vse. Ubijal bi vas vse. Kako lepo. Res lepo, res lepo. Z vami smo bili Aljo, Peli in Zi. In če ti ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. In spet, hvala za vse ribe, .si. Pa se v bistvu imamo doskrat to. Ja, jaz mislim, da kar malo mogoče se pretiravamo. Okay, zdaj smo pretiravali. Zdaj to je res v ta sublim. Bom dal v tuno frekvenco, da bo pa sam, veš kaj, pa bo pa ful tišine, ker bo ta... ASMR pa to, kaj to je to? Ne, prav frekvenca je nad ne vem koliko, pa pod ne vem koliko ne slišimo starejši, mislim starejši od... To je, Ok, cool.